Najprej nekaj tehničnih navodil, pravkar ste slišali, da smo vključili snemanje konference. Če bi slučajno kdo ne želel se videti na konference, ne prižge kamere. Sicer prosim, da tudi mikrofonov nimate vključeni tisti, ki ne boste govorili. Ali takrat tisti, ki pa ne govorite, zato da ne povzročamo motenj. Po konferenci bomo izdali izjavo za javnosti, ki bo dobro povzela vse, kar bodo naši sogovorci povedali. Naši sogovorci so primarij Matija Cevc, predsednik društva, sicer zdravnik na kliniki za žilne bolezni UKC-ja Ljubljana. Potem seveda tale nova Zoom tehnologija nam omogoča, da takole se povabimo tudi govorce iz drugih koncev Slovenije. No in iz Ormoža prihaja dr. Alenka Simonič iz zasebne zdravstvene ambulante, potem iz oddelka za napredovalo srčno popuščanje UKC Ljubljana je z nami docent dr. Gregor Poglajan in iz Mežiške doline, z Koroškega zdravstvenega društva pa prihaja primarij Cirila Slemnik-Pušnik. Lep pozdrav vsem, to bodo 4 govorci. Vsi tisti, ki boste imeli kakršnokoli vprašanje za govorce ali pa kakšno mnenje, imate 2 možnosti. Eno, da v chatu, v spodnji vrstici, kliknete in zapišete vprašanje, pa bomo potem po uvodih na vprašanja tudi odgovorili, ali pa da preprosto potem, ko bomo odprli diskusijo, z znakom roke namignete, da bi radi govorili in vam bomo dali besedo. Sicer pa takole za uvod, naše društvo pripravlja kar veliko tudi predavanj. Bil sem prisoten na enem predavanju, ko je znan slovenski kardiolog s prvim stavkom vprašal: kdo med vami, če bi že moral izbirati bolezni, bi se odločil za raka, kdo pa za srčno popuščanje? In pričakovano smo skoraj vsi dvignili roko za srčno popuščanje. In ta kardiolog je odgovoril: ne priporočam take izbire. Ker pri raku imate veliko možnosti, da preživite, pri srčnem popuščanju pa stvar drugačna. Zato se o srčnem popuščanju kot bolezni sodobnega časa moramo več pogovarjati, kot smo se do zdaj pogovarjali, zato da bi ljudje vedeli, kaj to je, in vedeli tudi, da je treba obiskati zdravnika. Primarij Matija Cevc je prvi govorec in ima besedo. Izvoli. Ja, hvala za besedo, pa pozdrav tudi v mojem imenu. Seveda, kot je ravnokar gospod Zalar povedal, dejansko srčno popuščanje je skrajno neprijetna bolezen, ki jo je vedno več. Staranje prebivalcev se namreč tudi množi število tistih, ki imajo take težave. Ocenjuje se, da po 75. letu, med starostniki po 75 letih, kar 35 novih bolnikov zboli na 1000 oseb. Skratka, to je stalno večajoče se število in ocenjuje se, da je trenutno v Sloveniji okrog 20 do 40 tisoč bolnikov s srčnim popuščanjem. Seveda pa srčno popuščanje, kot boste danes tudi od drugih slišali, ima, hvala Bogu, tudi različne obraze. Od tega, da je lahko nekoliko blažje, saj na začetku, do skrajno neprijetnih, hudih oblik, o katerih vam bo verjetno več povedal pozneje docent Poglajan. Kaj je sploh srčno popuščanje? Srčno popuščanje je stanje, ko srce ne more več prečrpati toliko krvi, da bi zadostilo potrebam našega telesa. Po eni strani zaradi tega zastaja kri v pljučih, kar se kaže z težko sapo, z dihanjem, spočetka samo med naporom. Dlje, ko traja bolezen, bolj ko napreduje,
slabša je, s časom pride do tega, da nas duši že v mirovanju in neredko pravzaprav bolniki z srčnim popuščanjem čutijo olajšanje, če se usedejo, če so polsede in zaradi tega celo spijo v polsedečem stanju, v polsedečem položaju. Skratka, to je bolezen, ki se kaže z različnimi obrazi. Eno od teh je predvsem dušenje, potem je odtekanje, z napredovanjem odtekanja noge in pa nasplošno pešanje. In to je skrajno neprijetno in zaradi tega dejansko velja tisto, kar je ravno prej gospod Zalar rekel, če izbiraš med rakom in srčnim popuščanjem, vprašanje, a je dobra izbira srčno popuščanje. Dejstvo je, da srčno popuščanje lahko sproži katerakoli srčna bolezen, ampak najpogostejši vzrok za to sta pa krvni tlak, zlasti neurejen seveda, in pa tudi ishemična bolezen srca. To je bolezen, ko pride do sprememb zložitev na koronarnih žilah, zaradi tega srčna mišica ne dobi dovolj krvi in pride lahko do zapletov in v končni konsekvenci tudi do srčnega popuščanja. Seveda pa lahko tudi katerakoli druga bolezen to povzroči in nenazadnje do srčnega popuščanja posredno pripelje tudi sladkorna bolezen in alkoholizem, na primer. Skratka, nezdrav življenjski slog. Mi vemo, da lahko pravzaprav z zdravim življenjskim slogom vplivamo tako na aterosklerozo, aterosklerotično žilno bolezen, kot tudi na primer na sladkorno bolezen, kot tudi na povišen krvni tlak. Vemo, da je na primer prekomerna prehranjenost ali pa debelost, da sta tesno povezani z tako imenovanim presnovnim ali metabolnim sindromom, ki se kaže z visokim tlakom, z sladkorno boleznijo in z vsemi zapleti, ki iz tega izhajajo. Torej, če bi mi bili redno telesno dejavni in se prehranjevali pametno, s tako imenovano zaščitno mediteransko prehrano, ob tem pa živali še manj soli, bi lahko marsikatero srčno popuščanje preprečili, če že ne preprečili, pa saj prestavili daleč v še bolj pozno starost, kot bi do nje prišlo, če tega ne delamo. Drugo, kar je zelo pomembno med temi dejavniki tveganja, ki seveda zelo vplivajo tudi na srce, so pa psihofizični. Mi vemo, da stresno življenje, izgorelost, nespečnost, to je vse med seboj zelo povezano. Dejansko vplivajo tudi na srce in lahko slej ko prej pripeljejo tudi do zapletov in v končni konsekvenci do srčnega popuščanja. Zaradi tega vedno bolj tudi poudarjamo nujnost ne samo nekadilstva, zdrave prehrane, redne telesne dejavnosti, ampak tudi sprostitve. Mi vemo, da je načeloma tudi redna telesna dejavnost pomaga pri sprostitvah, ampak tudi druge oblike sprostitve so potrebne in v sklopu tega zlasti zagotavljanega zdravega in primerno dolgega spanca. Odrasla oseba potrebuje malo manj kot dojenček, ampak rabi 7 do 8 ur dobrega zdravilnega spanca dnevno. Če ni spanja, se to slej ko prej odrazi tudi na delovanju vseh organov, vključno s srcem, in to vodi v tisto, česar se hočemo izogniti, to se pravi tudi v končni konsekvenci srčno popuščanje in skrajno slaba kvaliteta življenja ob napredovanju srčnega popuščanja. Skratka, gre za to, da z zdravim, sproščenim, umirjenim življenjskim slogom, ob skrbi za redno telesno dejavnost, nekadilstvo in ustrezno prehranjenost bomo verjetno lahko preprečili tudi srčno popuščanje ali pa ga vsaj premaknili v pozno starost. Toliko sem vam zapovedati. Hvala lepa. Hvala, primarij Cevc. Naslednja govorka prihaja iz Ormoža. Dr. Alenka Simonič, izvolite. Ja, dober dan, še z drugega konca Slovenije. Jaz imam eno kar veliko ambulanto, staro ambulanto, imam velik odstotek bolnikov, ki so starejši od 65 let.
zato mi je ukvarjanje s srčnim popuščanjem kar nekako domače, ker imam kar precej bolnikov. Moram reči, da večina teh bolnikov ima ob postavitvi diagnoze srčno popuščanje že predtem seveda neko srčno bolezen. In pri teh bolnikih kar že malo pričakujemo, da se bo verjetno srčno popuščanje razvilo, ker družinski zdravniki svoje bolnike pravzaprav čisto vse dobro poznamo in jih spremljamo skozi ves čas, takrat, ko zdravijo tudi samo še visok tlak, ko zdravijo samo še sladkorno bolezen, ko preveč pijejo, ko imajo težave z nočno apnejo, to je z eno težavo spanja. Tako da si včasih malo že kar računamo na to, da se bi znala taka bolezen razviti. Ni nobena težava, kadar se srčno popuščanje razvije nenadoma, recimo v kakem srčnem infarktu, kjer pride do nekega akutnega poslabšanja in takrat zlahka začnemo zdraviti in hitro začnemo optimalno zdraviti. Težje je, ko se ta bolezen, in taki v večini primerov, prikrati tako bolj počasi, polagoma. Zanimivo je tudi, da bolniki, ker so to praviloma starejši bolniki, pogosto simptome kar malo zakrijejo. Zdijo se jim, da je to pač normalno v staranju, da si malo bolj zadihan, da je normalno, da ne moreš spati čisto leže, da rabiš dosti polštrov, da moraš spati sede skorajda. To se mi zdi kar pogosto čisto neka normalna stvar staranja, ali pa to pripisuje kakšni drugi pridruženi bolezni, ki jo imajo. Tako da je pomembno, da mi, družinski zdravniki, sami aktivno naše bolnike ves čas sprašujemo, ali imajo kako tako težavo, ali so zadihani, ali se jim zdi, da se je zadihanost pri naporu spremenilo, je ta napor postal že čisto mali napor, pa so že zadihani tako, kot so bili v mladosti, kadar so prehodili par kilometrov. Je pa res, ko jih o tem aktivno sprašujemo, kar povedo. Zadihanost je prvi simptom in na katerega smo res zelo, zelo, zelo pozorni, je ta tako imenovana ortopneja. To pomeni, da takrat, ko bolnik pove, da se po noči, da ne more spati ravno, da mora imeti več polštrov, da večinoma spi sede, da se zbuja, ker pade dol s polštra, ko zaspi in zopet začne dihati težko. Takrat kar že nekako se nam zdi, tu pa moramo zdaj biti malo bolj pozorni, moramo hitro začeti za našo neko diagnostiko. Potem naslednja stvar, ki jih fejst moti, je to, da začnejo otekati. Včasih se jim zdi, da otečejo v trebuh, da imajo malo večji trebuh, da otekajo v noge. Redki bolniki se tehtajo, zato tega povečane telesne teže praviloma pred diagnozo toliko ne opažajo. In če se simptomov srčnega popuščanja družinski zdravniki nekako zavedamo, če vemo, kakšni so, če vemo, pri kom jih pričakujemo, jih relativno hitro lahko odkrijemo in tudi pravočasno začnemo zdraviti. Je pa res težava, kot je povedal že prej dr. Cevc, je pa včasih pri nekaterih bolnikih, kjer pa to ne gre na takšen način, ker se to pojavi ob kakšni drugi bolezni, recimo po kakšnem alkoholizmu, po kakšnih virusnih infektih. Tam pa se to kar nekako naenkrat zgodi in mogoče to ni naša prva misel, kadar nam o teh težavah govorijo. V mojem lokalnem okolju, v okolici Ormoža, Ormož, Ptuj, Maribor, je dostopnost do ultrazvoka srca, ki je neka taka prva preiskava, ki jo običajno naredimo, moram reči zelo dobra, do te preiskave lahko pridejo zelo hitro. Težje pa je z samim pregledom kardiologa. Tudi te tako imenovane ambulante za srčno popuščanje, ki so se ustanavljale pred leti, niso nekako dobro zaživele, ker so bile čakalne dobe res zelo, zelo dolge in nam pravzaprav niso bile preveč koristne. Tako da vsaj v mojem koncu moram reči, da smo družinski zdravniki kar nekako prepuščeni sami sebi, da vso to terapijo, tudi novo terapijo uvajamo sami, da bolnike vodimo sami in da pravzaprav pomoč kardiologa izkoristimo šele takrat, kadar bolezen res napreduje, kadar je mogoče težko obvladljiva ali pa eventualno ob poslabšanjih, ko bolniki seveda potrebujejo hospitalizacijo, kadar pač morajo v bolnišnico. Sploh zaradi tega, ker delamo večino stvari sami, je zelo pomembno, da dobro poznamo smernice zdravljenja in da dobro poznamo vsa zdravila, ki jih imamo zdaj na voljo. Kaj se pa naših bolnikov tiče, pa lahko rečem, da so bolniki z srčnim popuščanjem, pa tudi njihovi svojci zaradi številnih omejitev v vsakdanjem življenju, ki jih ta bolezen prinaša, kar pogosto v takih velikih stiskah. Že sama diagnoza, ko bolnik dobi
diagnozo, recimo po kakšni hospitalizaciji. Diagnoza se glasi srčna odpoved ali pa srčna zastojna odpoved in bolniki kar pridejo prestrašeni, vprašajo, a mi je kar srce zdaj odpovedalo, bom kar umrl. In jih je treba najprej to zadevno kar nekako izobraziti, povedati jim je treba njim in svojcem, kaj ta bolezen pomeni, zaradi česa je nastala, kakšna zdravila bojo uporabljali in kako ta zdravila delujejo, to se mi zdi silno pomembno. Pomembno je, da vejo tudi, kakšna poslabšanja se lahko zgodijo in kako sami lahko na to vplivajo. Meni osebno se recimo zdi strašno pomembno, da vedno pridejo zraven svojci, da skupaj naredimo en načrt, da svojci dobijo in seveda pacient pisno, neko tako navodilo, katera poslabšanja se lahko zgodijo, kako lahko sami na njih vplivajo, kdaj je šele potrebno poklicati zdravnika. Je pa seveda res pomembno, da to razumem, pa se mi zdi fino, da bolniki ta navodila dobijo domov, napisana, da jih lahko vedno znova pogledajo. Eno tako navodilo, ki se mi zdi mogoče eno najpomembnejših pri teh bolnikih, je tudi to, da se redno tehtajo. Tako da moji bolniki z srčnim popuščanjem nimajo strogega navodila glede merjenja tlaka, ali pa recimo merjenja sladkorja, če so diabetiki, imajo pa res strogo navodilo glede tehtanja, ker se mi zdi, da je tu kar nekako najlažje tiste blaga poslabšanja sami nekako popravijo. Pomembno je, da dobijo navodila glede diete in to taka praktična navodila. Bolniku ne pomeni nič, če mu povemo, ne smete jesti hrane, ki vsebuje dosti kalija, ker za njega to ne pomeni nič. Ampak recimo Slovenci zelo radi jemo krompir, ki ima dosti kalija, pa jim moramo povedati manj krompirja, manj banan, manj neke temno-zelene zelenjave. Potem potrebno jim povedati, koliko tekočine lahko vsak dan porabijo. In tudi tu potrebujejo točno navodilo. Recimo, ne vem, liter tekočine za kuhanje in hrano. In pa še, kar je tudi zelo, zelo pomembno, to vzdrževanje telesne aktivnosti. Tu zelo pogosto potrebujejo ogromno neke vzpodbude, predvsem moram reči tudi svojci, ker svojci je kar nekak strah, da če bodo bolniki malo preveč aktivni, pa malo bolj zadihani, da to za njih ne bo dobro in pogosto pričakujejo in želijo, da njihovi bolni svojci doma kar samo sedijo, ležijo in nič ne delajo, tako da tu potrebujejo kar precej neke vzpodbude. Opažam, da bolniki z srčnim popuščanjem pogosto razvijajo tudi eno depresivno motnjo, da postanejo lahko zelo demotivirani za zdravljenje, prav zaradi tega, ker imajo vse te omejitve, ker se težje družijo, ker se težje dobivajo na nekih družinskih slavjih, ker se ta partnerski odnos lahko tudi kar precej spremeni, odnos z najbližjimi, tako da je pomembno, da vsi in svojci in bolniki točno vejo, kaj smejo, kaj se lahko zgodi in kako lahko pri določenih stvarih pomagamo. Res je, da je srčna bolezen ena taka bolezen, ki je bila sploh pred pojavom teh novih zdravil izredno invalidna za ljudi. In res je bila pogosto dosti hujša, kot če je bolnik zbolel s kako rakasto boleznijo. Imam pa občutek vsaj v svoji ambulanti, da v zadnjih letih je poslabšanje srčnega popuščanja bistveno manj, da je, če so bolniki urejeni, tudi poslabšanj zelo, zelo malo in se mi zdi, da lahko družinski zdravniki tu res ogromno naredimo za te naše bolnike. Je pa res pomembno, da smo družinski zdravniki dobro izobraženi, da te stvari poznamo in da si pri svojem delu pomagamo z našimi referenčnimi sestrami, ki naše bolnike lahko stalno nadzorujejo, preverjajo, jim mogoče lažje sproti odgovarjajo na kakšne dileme in vprašanja, ki se jim pojavijo. In mislim, da smo lahko tu kar v veliko pomoč. Evo, to jaz mislim, da bi bilo tako na kratko z moje strani vse. Hvala lepa, slišali smo zdaj seveda aspekt družinske zdravnice, zdaj pa gremo k docentu, ki se ukvarja z napredovanim srčnim popuščanjem. Docent dr. Gregor Poglajen, beseda je vaša. Pozdravljeni tudi z moje strani. Najprej bi se želel organizatorjem zahvaliti za vabilo. Jaz v bistvu pa tudi mi vsi tukaj na oddelku za napredovalo srčno popuščanje in presaditve srca zelo pozdravljamo tovrstne
akcije osveščanja o srčnem popuščanju, ker se strinjamo, kot je bilo rečeno na začetku, da se o tem premalo govori, ker gre za bolezen, ki je prisotna, kot so že povedali moji predhodniki, 2% splošne populacije, ima 10% starejši od 65 let. Tako da se s tem neminovno srečujejo vsi profili v zdravstvenem sistemu, ne samo zdravniki, ki se s tem mogoče malo bolj fokusirano ukvarjamo, ne. Zdaj, mene so prosili, da bi malo povedal pot bolnika srčnega popuščanja v bolnišnici, pa bi se mogoče na začetku osredotočil bolj na to. Večina bolnikov s srčnim popuščanjem vsaj enkrat pač obišče bolnišnico, praviloma je to na samem začetku, ko se bolezen prvič izrazi, tipično, kot je že dr. Simoničeva povedala, ne, se razen če ne gre za nek akutni koronarni dogodek, bolezen lahko zaradi neke počasi nastajajoče okvare srčne mišice razvija počasi in je bolniki ne opazijo, potem po neki virozi mi pravimo, da dekompenzirajo, se pravi, srce enostavno ne zmore več povečanih metaboličnih zahtev organizma kompenzirati in takrat pač pride do teh nenadnega poslabšanja simptomov, kot so recimo težko dihanje, otekanje in tako naprej. In takrat praviloma poiščejo zdravniško pomoč pri svojem zdravniku ali pa v urgentni ambulanti in pogosto taki bolniki potrebujejo potem hospitalno obravnavo. Zdaj, srčno popuščanje ni sama bolezen kot neka patofiziološka entiteta, ampak se za njo skrivajo številne druge diagnoze, ki vodijo v okvare srčne mišice. Zdaj, v grobem jih delimo na zunanje in pa pač srčni mišici lastne vzroke. Zdaj, o zunanjih smo že kar veliko povedali, se pravi hipertenzija, ishemična bolezen srca, pa okvare zaklopk so tiste, ki pri bolniku pogosto povzročijo sindrom srčnega popuščanja, nekoliko manj prirojene srčne hibe. Če pa srce opeša, kljub temu, da ni prekomerno obremenjeno zaradi povišanega tlaka ali pa zaradi zmanjšane prekrvavitve, takrat govorimo pa v bistvu o kardiomiopatijah. In to je eno področje srčnega popuščanja, ki je v zadnjih nekaj letih tako zaradi razumevanja genetike kot zaradi boljšega razvoja slikovne diagnostike doživlja pravzaprav en velik razcvet. In zdaj, zakaj je to pomembno, da to diagnostiko pri teh bolnikih naredimo? Zakaj je važno, da se dokopljamo do samega vzroka? Zato, ker nekatere stvari, kot je recimo zožene koronarne žile, obolele zaklopke, lahko učinkovito zdravimo, bodisi z perkutanimi ali pa s kirurškimi metodami, na ta način bolnikovemu srcu pravzaprav zagotovimo neke normalne pogoje delovanja in s tem tudi srčno popuščanje precej omilimo. To pa pravzaprav ne pomeni, da bolnika ne zdravimo že od samega začetka, ko se postavi diagnoza srčnega popuščanja. To je zelo pomembno poudariti, da se ne čaka do etiološke opredelitve, se pravi do opredelitve vzroka srčnega popuščanja, ampak se lahko zdravi bolnika že pravzaprav, ko se diagnoza postavi, kot je dr. Simoničeva lepo povedala, se to lahko začne že v ambulantah. Smernice so se v zadnjem času nekajkrat spremenile in posodobile, vstopile so nove učinkovine in še vstopajo in pričakujemo še nekaj novih. Tako da zdaj v zadnjih 5 do 10 letih je po nekaj desetletnem pravzaprav, bomo rekel, mrtvilu terapevtskem, se dogajajo kar korenite spremembe v smislu tako medikamentoznih kot nemedikamentoznih ukrepov, ki tem bolnikom zagotavljajo bolj stabilno bolezen. Za srčno popuščanje je pomembno, da razumemo, da to ni linearna bolezen, se pravi, ne gre samo na slabše ali pa je stabilna ali pa gre samo na boljše, ampak poteka v takih nihajih, kjer se izmenjujejo obdobja stabilnega počutja, ko je se bolnik dobro počutja, relativno dobro telesno zmogljiv in ne oteka, in obdobja poslabšanja, do katerih pa lahko pride zaradi različnih razlogov. Kar je pomembno, da vemo, in tudi na to so že opozorili moji predhodniki, je, da imajo bolniki s srčnim popuščanjem številna pridružena obolenja, najbolj pogosto sladkorno bolezen, kronično ledvično bolezen, motnje ritma, slabokrvnost. In to so te, skupaj z nekimi akutnimi drugimi boleznimi, kot so recimo v zadnjem času pač infekcija, viroze, ki lahko pač sprožijo poslabšanje srčnega popuščanja. In ta sodobna terapija je pravzaprav teh nihajev povzroča, da je teh nihajev manj in so tudi manj izraziti in jih lahko bolnike pravzaprav tudi v obdobju poslabšanja zvozimo ob pravočasni intervenciji tudi ambulantno in ni nujno, da potrebujejo hospitalizacijo, če pač poslabšanje ni pravzaprav prehudo. Zdaj,
Tukaj pri vodenju nekega kroničnega bolnika s srčnim popuščanjem, kot je dr. Semeničeva tudi že opozorila, je ključno, da je v centru tega tima, ki vodi bolnika, bolnik sam, da je izobražen, da razume svojo bolezen, da razume zdravila, ki jih jemlje, kar jih bo potem tudi jemal. Nekomplianca, seveda je problem tudi pri bolnikih s srčnim popuščanjem in opuščanje terapije seveda neposredno vodi v slabše izhode zdravljenja, več hospitalizacij in večjo umrljivost. Seveda okrog bolnika so pa potem številni drugi profili. Eno je kardiolog, ki se ukvarja s srčnim popuščanjem, seveda, ki mora pa tesno in predvsem kontinuirano sodelovati tudi z bolnikovim družinskim zdravnikom, zaradi tega, ker se potem lahko tu zelo dobro dopolnjujete, kar se tiče pravočasnega uvajanja ustrezne terapije, titracije terapije do ustreznih odmerkov in v bistvu zgodnega, ustreznega reagiranja na spremembe v bolnikovem počutju, kot rečeno, da se pač izognemo večjim poslabšanjem. Zdaj, če pa pridem še na področje, s katerim se pa naš center bolj ozko ukvarja, to pa je napredovalo srčno popuščanje. To pa seveda je srčno popuščanje, ki ne odreagira več dobro na klasične oblike zdravljenja, zdravili ali pa z drugimi vsadnimi napravami, posebnimi srčnimi spodbujevalniki in tako naprej. Pri teh bolnikih praviloma vidimo, da kljub temu, da jemljejo zdravila, da sodelujejo pri zdravljenju, da upoštevajo tudi nefarmakološke ukrepe, se vedno pogosteje vračajo v naše ambulante ali pa v bolnišnice. Moramo zmanjševati odmerke zdravil, ker jih zaradi nižanja tlaka ne tolerirajo več, kot so jih v preteklosti, in ki potrebujejo pogosto tudi posebna intravenozna zdravila, zato da se zagotavlja neka osnovna hemodinamska stabilnost. Takrat začnemo govoriti o napredovanem srčnem popuščanju in tukaj so pa možnosti nekoliko bolj omejene. Praktično, dolgoročno tukaj pride v poštev zdravljenje s presaditvijo srca, se pravi, se srce zamenja, oziroma, če so bolniki tako slabi, da tega ne bi dočakali, se lahko odločimo tudi za zdravljenje z mehansko cirkulatorno podporo. To so v praksi mehanske črpalke, ki jih vsadimo v srce z operativnim posegom in ki lahko deloma ali pa v celoti nadomestijo delovanje dela srca in s tem bolniku omogočijo, da se na eni strani vrne v domače okolje in potem v boljši fizični kondiciji pričaka potem seveda ustrezen organ. Tako da obravnava teh bolnikov si lahko predstavljate je zelo kompleksna, zelo interdisciplinarna in v Sloveniji obstaja en center, ki se s tem fokusirano ukvarja, to je pač ta naš program za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca, ki v svojem konziliju pač združuje vse profile, pač seveda kardiologa, kardiovaskularne kirurge, anesteziologa, psihologa in ostale, tudi seveda medicinske sestre, ki so posebej izobražene za delo s temi bolniki, ker v bistvu pravzaprav ta interdisciplinarni pristop edina možnost za ustrezno in učinkovito dolgoročno zdravljenje, ne samo seveda teh najbolj bolnih populacij bolnikov s srčnim popuščanjem, ampak v bistvu je ta interdisciplinarni pristop pomemben že na samem začetku in mora bolnika spremljati tekom celotne njegove poti, kar se tiče zdravljenja srčnega popuščanja. Zdaj, mogoče, da ne bom zašel v prevelike podrobnosti, bi se ustavil, pa mogoče potem še nekako vprašanje. Hvala lepa. Najlepša hvala in zdaj gremo še na Koroško, bolj natančno v Slovenj Gradec, primarij Cirila Slemenik Pušnik je z nami in ima besedo. Ja, hvala organizatorju za povabilo. Moram reči, da ste zelo dobro izbrali deležnike. Za dobro obravnavo teh težkih bolnikov s srčnim popuščanjem so dejansko potrebni dober, bi rekel, družinski zdravnik, potem sekundarni nivo, terciarni nivo, ki ga predstavlja docent Poglajen in seveda vi nevladne organizacije, ki bdite nad temi kroničnimi bolniki oziroma delujete preventivno, da čim kasneje prihaja do te težke bolezni, o kateri tudi danes govorimo, o srčnem popuščanju. Jaz prihajam iz sekundarnega nivoja, se pravi iz bolnišnice Slovenj Gradec, Koroškega, kjer moram reči, da smo resno pristopili že pred leti, ko se je v okviru Združenja kardiologov so se začele ustanavljati te ambulante za srčno popuščanje.
praktično od 2006 deluje ta naša ambulanta. In moram reči, da sem kar zelo ponosna, da smo ves čas epidemije pravzaprav nekje bdeli in je bila to edina ambulanta, ki je nekje delovala. Vsi bolniki so bili klicani, sploh pa tisti, ki so bili tile medicinsko vodeni, smo jih lahko dobro nadzorovali. Od leta 2007 imamo tudi ta nek naš interni register za te bolnike, kjer je vključenih 1523 bolnikov. Tako da to se mi tudi zdi ena pomembna, bi rekel, prispevek k vodenju, lažjemu vodenju teh bolnikov. Pri nas v to ambulanto za srčno popuščanje praviloma dejansko prihajajo bolniki, ki so odpuščeni iz bolnišnice ali pa iz našega IPP-ja. Tako zelo prosto, odprto to ambulanto nimamo, ravno zato, ker deluje enkrat tedensko, nekje 18 bolnikov, to so take številke velike že, da je to ena kar hud napor, da to ambulanto zvoziš. In si želimo, da bomo število teh ambulant pač povečali nekje na 2-krat tedensko, da bo potem vstop, bi rekel, v to ambulanto možen tudi strani družinskega zdravnika. Vemo, da zdaj kar v nekaterih zdravstvenih domovih že imajo dostop do tega markerja za srčno popuščanje, ProBNP-ja, relativno tudi na Koroškem, tako kot je rekla kolegica v Ormožu, je dostopnost do ultrazvoka kar relativno hitra, res pa da z napotnicami zelo hitro ali hitro, ampak nekje do 3 mesecev tudi pod hitro zdajle prihajajo na ultrazvok srca. Ko imamo v bolnišnici takega bolnika, izvedemo že pred odpustom eno tako osnovno edukacijo, to izvede ta sestra, ki je, bi rekel, za srčno popuščanje edukatorka, deluje v naši ambulanti in tudi telemedicinsko spremlja te parametre pri teh bolnikih. In seveda si zelo želimo, da nekje v 3 do 4 tednih pride bolnik na ponovno reedukacijo s svojci oziroma skrbniki in takrat ga mi nekje prvič pregledamo. Vemo, nekje poznana so dejstva, da je kar okrog 30% teh rehospitalizacij znotraj nekje 3 mesecev. Tako da vidimo kar pogoste, bi rekel, povratke teh bolnikov, če nimajo nekega nadzora po odpustu domov. Kot smo danes že večkrat omenili, je dejansko ta edukacija, se pravi izobraževanje bolnikov o njihovi lastni bolezni, o terapiji, ki jo prijemajo in aktivnosti, ki jih lahko izvajajo in kaj je treba tudi, da sami naredijo, da nekje spremljajo sebe, svoj krvni tlak, srčno frekvenco in telesno težo. To jih naša edukatorka dobro nauči in mislim, da je to en resen pomemben korak potem za nadaljne življenje. Potem jih spremljamo v tej ambulanti, pač glede na težo bolnika, v povezavi tudi z družinskimi zdravniki, če pride do kakršnihkoli poslabšanj. To pa dejansko pride, zdajle smo videli v okviru korone, ko so prišle infekcije s korone, gripe je bilo letos manj, ampak kar nekaj zdajle v zadnjem obdobju smo imeli tudi bolnikov z gripe ali pa kakšne driske, ti pa lahko zelo neugodno vplivajo in so potrebne potem hospitalizacije, če bolnik ne ve, kako ukrepati, da je treba ukiniti določeno terapijo, kako vnašati tekočino, da je treba ukiniti diuretike. Vse to se pravzaprav nauči v tem delovanju. Omenila sem že, da nam je telemedicina bila v eno veliko pomoč v času epidemije, tudi s korono, pa tudi sicer pri teh res težkih bolnikih, kjer so potrebne pogosto, bi rekel, nadzor teh njihovih vitalnih parametrov, sploh, če nismo uspeli, bi rekla, dobro že stiprirati pa pripraviti terapije za odpust takega težkega bolnika. Nove smernice, nova zdravila so zdaj naredile kar en velik preboj za izboljšanje zdravljenja teh bolnikov, ampak kljub temu so določeni bolniki, ki rabijo, bi rekel, boljši nadzor, spremljanje potem tudi osnovnih parametrov, kar pa moram reči, da zelo dobro sodelujemo z družinskimi zdravniki, da nekje v 2-3 tednih že nadzorujejo te parametre kalija kot ledvične funkcije.
Tako da s pomočjo telemedicine lahko te nadziramo in filtriramo to terapijo, ali pa celo odzamemo, če vidimo, da pride do prevelikih padcev tlaka, da se njihovo stanje slabša, ker smo v stalni komunikaciji s temi bolniki. Tako da to je en pomemben korak, recimo pri teh res težkih bolnikih s srčnim popuščanjem. Govorili smo že danes tudi o tem, da je zelo pomembna tudi ena aktivnost pri teh bolnikov. Tudi to jih tu naučimo, kako aktivnost lahko izvajamo, vključimo posamezne tudi sedaj, ko imamo na voljo rehabilitacijo za bolnike po srčnem infarktu, to ambulantno po odpustu, od nas tudi bolnike s srčnim popuščanjem. Teh res ni veliko, ampak vidimo pomen, bi rekel, na ta način vodenja teh bolnikov. In velik pomen za vse te bolnike, ne le koronarne bolnike, tudi bolnike s srčnim popuščanjem, je potem nadaljnja vseživljenjska rehabilitacija. To izvajajo koronarni klubi. Moram reči, da na Koroškem je okrog 1000 bolnikov vključenih v koronarne klube, ampak če se zavedamo, kak procent je pravzaprav bolnikov že po infarktu, koliko jih je teh s koronarno boleznijo, reče okrog 3%, Slovencev ne bi jih imelo koronarno bolezen, kak procent je bolnikov s srčnim popuščanjem, ki bi jim dejansko ta neka vseživljenjska rehabilitacija pomagala. Vemo, da bi na nek način se morali skupaj truditi, da dosežemo, bi rekel, te večje številke in dobro organiziranost te vseživljenjske rehabilitacije. Tako da to so eni pomembni mejniki, ki bi rekla, nas še čakajo. Vsekakor nismo nikoli zadovoljni s svojim delom, vidimo, kakšne izzive še imamo pred sabo. Veliko je za narediti, tako bi rekel, pri nas samih, pri zdravnikih, pri podpornem osebju, sestri, socialni službi, psihologi, ki se morajo vključiti v ta, bi rekel, obravnavo teh bolnikov, kot te nevladne organizacije. In pomembno je osvestiti bolnika, da le s pomočjo nekje, bi rekel, lastne skrbi za svoje zdravje, pomoči vseh nas, lahko, bi rekel, doseže eno kvaliteto življenja in ne nazadnje tudi izboljšanje preživetja. Hvala. Hvala lepa vsem. Torej, predno bomo šli na vaša vprašanja, naj še povem, še enkrat, da naše društvo najprej po celi državi pripravlja ta teden, torej teden ozaveščanja o srčnem popuščanju. Vabimo vas še posebej na naše spletne strani, kjer bo marsikaj za prebrati. Tudi posvetovati se z našimi strokovnjaki in še posebej pa vabimo v našo posvetovalnico tule v Ljubljani, ki bo od danes pa do 10. junija organizirala mesec srčnega popuščanja. Tu bojo na voljo preventivne meritve in pa posvetovanje s strokovnjaki, vendar pa se je treba prijaviti za obisk. Vsekakor pa v tem mesecu smo pripravljeni zelo pomagati. Vidimo že prvo vprašanje na chatu. In sicer, če ga preberem, ali je res, da so napotni zdravniki sankcionirani, če kasneje specialist ugotovi, da napotnica ni tako nujna, kot je navedeno. Toda v času čakanja se pri bolniku lahko marsikaj spremeni. Kot pacient moram verjeti v presojo družinskega zdravnika in ne pričakujem, da bi bil pod kakršnimkoli pritiskom o odločitvi v času obiska bolnika pri njem. Kdo bi odgovor na to vprašanje? To je bolj, da ne rečem interno zdravniško, ampak se mi zdi, da dr. Pušnikova je skoraj... Ja, nikakor niso sankcionirani. Res pa, da jaz razporejam te napotnice in moram reči, da je zelo težko. Glede, še vedno nismo, bi rekel, če rečem narekovaju, zalaufali
vse te ambulante, ki si jih želimo, še vedno je kar veliko dela drugje na urgentnih centrih, zdaj sicer pri nas v bolnišnici nimamo več tega COVID oddelka, ampak nekje so, bi rekel, je število ambulant na splošno kardiološki še vedno malo in so res tiste, bi rekel, okviri, ki so predvideni pod napotnico zelo hitro, se podaljšajo nekje tudi 4, 6, 8 tednov oziroma če je klic zdravnika osebno, res tak bolnik pride takoj. Vsak bolnik pa ima dejansko možnost, če se mu karkoli poslabša, da pride na IPP, na urgenco. Niso sankcionirani, se trudimo, da nekje po najboljših močeh jih nekje umestimo, ampak vse časi odmikajo, prihajajo tudi, bi rekel, napotnice pod zelo hitro iz kar z drugih koncev Slovenije, ker menda, sicer to ne vem, ne preverjam, da edino mi sprejemamo napotnice zelo hitro, kar ne verjamem, ampak število teh bolnikov je kar veliko. Še nikoli se nismo pač, bi rekla, negativno odzvali, če te osebno pokliče zdravnik za bolnika, da se dogovorimo in prilagodimo potem datum pregleda. Smo pa res tako malo ujeti v te druga delovišča in je potem dostopnost do ambulant slabša. Lahko še jaz oglasim kot napotni zdravnik, ne? Ja. Ne, nismo sankcionirani za to, je pa res, ne, da te stopnje nujnosti, ki obstajajo, so itak v resnici brez veze, zato ker zelo hitro nikoli ni zelo hitro, hitro tudi nikoli ni hitro. Tako da je res, da se mi zdi, no, da nismo za to sankcionirani in res je, da družinski zdravniki najbolj verjetno vemo, v kakšno stopnjo obravnave takrat bolnik potrebuje. In če pač pomeni trenutno, zelo hitro, lahko tudi nekaj mesecev, bom seveda to možnost izkoristila in ne bom napisala napotnice podredno, ker bo to pomenilo leto in nekaj do pregleda pri ustreznem specialistu. Tako da ni pa absolutno nobenih sankcij za nas in je pogosto so neke triažne ambulante na sekundarnem nivoju, ki te napotnice malo pregledajo, kaj mi napišemo, pogosto tudi pokličemo, če je stvar res bolj nujna, tako da mislim, da ni strahu, da bi bil kdo sankcioniran od nas. Ja, ampak je vse, pravilnik je predvideval, da bi zdravnik moral tazga, ki domnevno neupravičeno napiše neko stopnjo nujnosti, bolj prijaviti in v takem primeru bi bili sankcionirani. Samo zdravniki tega nismo kupili, ker nismo tako butasti, da bi to delali. Hvala. Vidim, da se gospod Černelič, ki je postavil to vprašanje, je lepo nasmejal in da je zadovoljen z odgovorom in tudi jaz sem zadovoljen, ko slišim, da ni teh ovir pri zdravljenju bolnikov. Ja, zdaj v chatu ne vidim drugih vprašanj. Ima kdo še mogoče kakšno vprašanje, ki bi ga želel postaviti kar kot se temu reče, v eter? Ne? Ne bomo čakali, korajže pa tudi ne rabimo. Zdaj sprašujem vse 4 naše govorce, bi še kdo za zaključek kaj dodal ali pa podčrtal od tistega, kar ste povedali? Matija Cevc? Jaz bi mogoče malo politično rekel, da dejstvo je, da srčno popuščanje je na pohodu, zmeraj več ga je, po drugi strani je dejstvo, da imamo odlična zdravila danes in odlične možnosti za zdravljenje, tako da bo kmalu, saj tako se zdi, tudi ta grda bolezen dokaj dobro obvladljiva, ampak bistvo je pa to, kar je prej tudi dr. Simonič rekla, pravočasno zdravljenje, tako kot pri vseh boleznih, tudi tukaj je ključnega pomena po eni strani preprečevanje, da bi sploh do bolezni prišlo z tistimi znanimi ukrepi, o katerih že vrabci na strehi čivkajo. Drugo je pa, da ko se pojavljajo te znaki, da se pravočasno tak človek obrne na osebnega zdravnika, na družinskega zdravnika, ki bo že vedel, a bo tisto stanje obvladal sam, veliki večini ga bo, če bo pa potreba, bo pa takega posvetil tudi do sekundare ali pa terciara, kjer bodo lahko upravili še druge. Skratka, gre za to
in temu je tudi namenjen ta teden, pa tudi en mesec, s katerim se delovanje v našem društvu, da spomnimo ljudi na to, da je lahko težka sapa začetek srčnega popuščanja, ki ga znamo zdraviti, in če ga bomo dobro zdravili, bo samo sem pa kdaj prišlo do kakšnih težav, verjetno od kakšnih infektih, ampak večino bomo teh zapletov lahko pravočasno zagrabili za roge in pozdravili in ne bo prišlo do hujših poslabšanj. Toliko se hoče reči. Hvala, imamo še eno vprašanje v četu. Kakšno obliko telesne aktivnosti priporočate za bolnike srčnega popuščanja? Jaz ali boš ti, Gregor? Načeloma velja tako, da pri nekomu, ki ima bolezen že znano, pri takih je potrebno opraviti načeloma obremenitveno testiranje, da jim opredelimo, kakšna naj bo ta obremenitev, da se ne bo spravil v nevarnosti. Gotov za nekoga, ki ima srčno popuščanje, ni tek maratona, ne? To verjetno je vsem jasno. Ampak neka telesna dejavnost pa na vsak način, skoraj za vsakega, je primerna tudi za tiste, ki imajo že zelo napredovale oblike, vemo, da z redno tako telesno dejavnost jim njihovo kvaliteto življenja lahko izredno popravimo. Ampak treba je pa to delati nadzirano in zaradi tega pri takih napredovalih je potrebno, pa se bo Gregor vedno več. Ne, točno tako, ko ste rekli, doktor Cec. Skratka, bolniki s srčnim popuščanjem se morajo gibati. Ta paradigma, da morajo počivati, je v bistvu obsolentna in je ne podpiramo. Zdaj, seveda pa dvigovanje uteži ni šport, ki bi ga priporočali tem bolnikom, ampak so v bistvu, kaj je mi čez palce, rečemo, vsak telesni napor, ki ga lahko brez problema ponovite naslednji dan, ne da bi bili čisto izmučeni, zadihani in obnemogli, je nekaj, kar je primerno. Če pa so naslednji dan ali pa po telesnem naporu pravzaprav se počutijo slabo, pa pomeni, da so pretiravali. Bolniki pa pravzaprav sebe nekako najbolj poznajo. Tukaj so nam v pomoč tudi te centri, ki se zdaj poskušajo vzpostaviti, nekaj jih že imamo, ampak ne dovolj za rehabilitacijo. Tam se te bolniki naučijo dejansko, kako se rekreirati, da to njim koristi. Jaz bi še nekaj izkoristil, bi besedo, pa bi še nekaj poudaril, mogoče to nismo dosti izpostavili. Zdravljenje oziroma biti bolnik s srčnim popuščanjem v Sloveniji je pravzaprav pomeni, da so vam dostopne čisto vse medikamentozne in nemedikamentozne možnosti, ki v bistvu so zelo široko dostopne. Takega privilegija pravzaprav nimajo. Tudi ne večina bolnikov v Evropski uniji. Začneš že zdravili, nekaterih imajo zelo omejitve, kdo jih lahko predpiše, nekatere je treba doplačevati, tudi v Nemčiji, tudi v Franciji. Recimo pri nas lahko zdravila, ki so prognostično najpomembnejša, predpiše že družinski zdravnik, potem pa pač vsi ostali profili, ki so udeleženi, ni doplačil, in to je pravzaprav pomeni, da bolnike lahko začnemo zdraviti ustrezno zgodaj. To se pa seveda prevede v boljšo obravnavo in boljše izhode zdravljenja. In tudi, če te bolniki rabijo potem neke dodatne napredne oblike zdravljenja, je pa tukaj pravzaprav pa prednost, da je Slovenija majhna, ker se vsi med seboj poznamo in je ta pot bolnika, kako pravzaprav pride do ustrezne obravnave tudi v bolnišnici na sekundarnem nivoju, če to rabijo po terciarnem centru, potem v bistvu precej krajša kot pa v kakšnih večjih državah, ko je pot do nekih teh centrov za napredovalo srčno popuščanje, lahko pa precej daljša. In odvisno tudi od zavarovanja, ki ga imajo. Pri nas pač to zavarovanje pokrije, tako da so te bolniki dejansko zelo dobro lahko oskrbljeni. Hvala lepa. Ne vidim več vprašanj v četu, tudi rok ne vidim, kar pomeni, da bomo počasi prišli do konca naše konference. Ne zapiram diskusije, še imate čas. Smo pa tudi nekje v okviru predvidenega časa, da tako rečem. Vidim, da ni več, tako da najlepša hvala najprej vsem govorcem in govorkam. Potem najlepša hvala vsem, ki ste bili tu z nami, in najlepša hvala vsem tistim, ki boste na kakšenkoli način v javnosti pisali, govorili o srčnem popuščanju. Vsi pomagate
ozaveščati ljudi o tej nadlogi, tej bolezni. In kot smo slišali, bolezen ni preprosta, v Sloveniji so pogoji primerni za zdravljenje. Res je, da bo treba še kaj narediti, predvsem kar se tiče mreže ambulant in usposabljanja najbrž zdravnikov, ampak veliko pa je na nas, da bomo vedeli, kdaj gre za srčno popuščanje, da bomo znali ta prav čas zdravniku in da bomo tudi znali nekako premagovati to neko stigmo o tem, da nam rekel svet v tistem trenutku podre, ko zveš za to diagnozo. Ni vse tako črno, zato še enkrat hvala vsem, ki ste bili na novinarski konferenci. Dobili boste zelo hitro izjavo za javnosti, kjer je povzeto vse tisto, kar smo danes slišali. Hvala in nasvidenje. Lep pozdrav.